Vadba je sestavljena celostno, tako da vsaka nosečnica nekaj dobi. Meni je zelo pomembno, da gre od mene opolnomočena in da jo naučim globokega sproščanja. To smo tudi skozi raziskave, znanstvene raziskave dokazali, da prav sproščanje doprinese k lepšemu porodu. Drugače pa torej se učimo tega, učimo se dihanja, razgibamo telo na nežen, spoštljiv način in na koncu tudi izvedemo vizualizacijo, meditacijo, kjer se ženska poveže z svojim otrokom in se ta vez začne plesti že mnogo prej, preden ga dobi v naročje. Eden izmed tistih glavnih razlik med tako klasično vadbo in to, ki jo izvajam jaz, so pa te izobraževalne vsebine, ker se mi tedensko pogovarjamo različne teme, od pomena porodne bolečine, hormonskega orkestra, ki se odvija v času rojevanja, pomena gibanja med porodom, potem o dojenju, veliko namenimo tudi temu, porodnemu načrtu in veliko je teh tem, ki nosečnice zanima in ravno skozi ta tedenska srečanja pridobivajo na znanju, pridobivajo na samozavesti in nekako gredo v porodno sobo, kot da so že kdaj rodile, tudi če so prvič postajajo mamice. Kaj je tisto, kar vas kot žensko, ki se pripravlja na pomemben trenutek v življenju, pri porodnišnici morda prepriča v to, da se pa odločite roditi tam? Kaj je tisto, kar vam je najbolj pomembno? Domačnost. Topli občutki oziroma da ti dajo toplino, da si varen tam, da te trenutke pri njih preživiš. To mi je najbolj pomembno. Tudi verjetno to, da vas obravnavajo kot žensko, ne kot bolnico v takem trenutku. Tako. Porodni načrt bi bilo mogoče bolj primeren porodne želje. Torej, ženska, ki se je nekako ukvarjala, kako porod približno izgleda, ker seveda mi ne moremo poroda načrtovati, porodni načrt. Lahko pa zdravstvenemu osebju sporočimo, kdo smo, kaj želimo, s čem smo se pripravljali. Torej, govorimo o nas. Lahko sem ženska, ki si želim porod v vodi, ki si želim lajšanje bolečine in to spada v porodni načrt. Ali pa sem ženska, ki si tega ne želim. Morda želim bolj zastrtost, svetlobo, bolj intimni pristop in različne smo si. Ta komunikacija se mi zdi izjemno pomembna in skozi porodni načrt lahko ženska predstavi sebe. To je bistvo porodnega načrta. Ne, da bi mi dajali navodila, tako kot se narobe velikokrat razume zdravstvenim delavcem. Zdravstveni delavci, oni vejo, kako poteka porod. In za porodnim načrtom nam lahko samo še bolj stoji ob strani. Tako da opisujemo sebe. Kaj pa recimo v smislu lajšanja bolečin? Vemo, nekatere porodnišnice nudijo eno, drugo. Je to nekaj, kar vas morda nagiba v eno stran? Ja, meni je zelo pomembno, da je voda. Zato sem se tudi tako odločila, da iščem bolnišnico, kjer imajo na voljo bazen oziroma kad, kjer se bom lahko kopala, ker pač meni to lajša bolečine in pač meni je voda vse. Tako kot greš, ne vem, na izpit, pa se tudi nekaj časa moraš pripraviti. Tako je porod v bistvu izpit, ki je neponovljiv, ki se zgodi samo enkrat. In je smiselno se na njega tudi dobro pripraviti, ker so stvari, ki potekajo med porodom in te lahko presenetijo, če nisi pripravljena na njih. In čim manj je teh presenečenj, tem bolj sproščeno greš. Je porod nekaj, kar presega žensko. In če se prepusti porodnemu procesu, potem lahko zelo lepo izpelje to porodno izkušnjo, ki jo bo zaznamovala za celo življenje. Kaj ste se odločili za sončno vilo in za jogo specifično? Z jogo se že dalj časa ukvarjam, tako da mi je že to nekako malo bolj poznano vse skupaj. Je pa res, da sem oglas videla na Facebooku, tako da sem se mogla takoj prijaviti, da sprovam nekaj novega, da vidim, kak je. Pač rada imam nove izzive.